Komunala Slovenska Bistrica je v četrtek v vodarni na Zgornji Bistrici slovesno odprla učni center Vodarna. Namenjen je ozaveščanju širše javnosti o pomenu pitne vode, kako jo pridobivamo in transportiramo ter nadziramo njeno kakovost. Pomembno pridobitev sta predstavila Jožica Dobaj, vodja vodooskrbe pri Slovenjebistriški komunali, in Maksimilijan Tramšek, direktor Komunale Slovenska Bistrica. Ja, ideja je tlela že dlje časa, predvsem strani vodje, magistra Dobaj, se je nekako tudi želela, tudi mi kot neki ambasadori okolja se nam je zdelo zelo pomembno, da ten izobraževalni sistem, ki ga konstantno izvajamo v družbi imamo ogromno ekskurzij, na nas obraščajo šole, vrtci, fakultete, višje strokovne šole, da dejansko nastavimo zgodbo vodnega kroga in popeljemo ta izobraževalni učni sistem skozi ves vodni krog. To je od priprave ustrezne kvalitetne pitne vode, ki jo mi pripravljamo v odprtih občinah, kako tudi do odvajanja in čiščenja, to se pravi, se ekskurzije nadaljujejo na čistilnih napravah in tudi potem največji problem, ki se ga pa trenutno v podjetju ukvarjamo, to je pa na sistemu ravnanja s odpadki, ker so 3 gospodarske javne službe, tako da vseh 5 gospodarskih javnih služb zapakiramo eno celoto in skupaj z našimi strokovnimi sodelavci, ki izvajajo, ki delajo na teh javnih službah, predamo to znanje in pomen skrbi za okolje, ki je pač pri nas, smo ambasador okolja v službi okolja, vsem tem, ki nas obiščejo. Zato smo si nekako iz starih prostorov, ki so bili tu včasih usedalniki za pripravo pitnih vod, po enem drugem tehnološkem sistemu filtracije, peščene filtracije, zamislili in uredili ta prostor. Zdaj, specifika tega je tudi to, da nekako smo želeli prikazati ne samo vodni krog, ne samo pripravo pitne vode, kaj dejansko je tranzitni vod. Mi danes iz vrha Pohorja lahko transportiramo vodo v Kidričev, Račev hram in v Haloze. To se pravi, imamo tranzitni sistem, po katerem poteka glede na hidrološke razmere, glede na sistema črpanj, priprav in na tem sistemu 24 ur, 7 dni v tednu, 365 dni na leto imamo fizično prisotnost. Imamo 24-urno fizično prisotnost naših operaterjev, ki skrbijo za ta sistem. Potem smo nekako za repliko, kaj se dogaja pod zemljo, da imajo predvsem dijaki, študenti predstavo, kaj je vodovodni jašek, kaj je tranzitna cev, kam grejo navsezadnje odplake, kaj je kanalizacijska cev, imamo različne sisteme gravitacije, imamo motorno-fekalno kanalizacijo, da vidijo, kaj se dogaja pod zemljo. To mi danes tudi sami gradimo za družbenike in vso to zgodbo, tudi potem, ko se zaključi na centru za ravnanje z odpadkov, kaj je obdelava odpadkov, koliko vrst odpadkov imamo, dejansko in vso to znanje, to zgodbo nekako tudi predamo. Najmlajši nazadnje smo imeli tudi upokojence, ki so bili fascinirani, presenečeni iz urbanega okolja, kaj sploh delamo, s čem sploh se ukvarjamo in kaj je tisto, kar mi moramo postoriti za okolje, da bodo naši zamanjci imeli ustrezno, varovano okolje še naprej. Pohvalno je tudi, da je vodenje po tem učnem centru brezplačno. Absolutno, gledajte, to je naša najmanjša, nam rekel, okoljska dobrina. Mi bomo to namenjali tudi širši javnosti v izobraževalne namene. Je pa res, da bo to tudi glede na to, da mi nimamo toliko prostorov tudi za interna izobraževanja naših zaposlenih, različnih struktur, na različnih sistemih vodenja, vsekakor bo pa brezplačno. Še morda nekaj besed o novi poslovno-upravni stavbi. Pravzaprav je vse pripravljeno za začetek gradnje. Ja, mi smo v ciljnem šprintu, vse dopolnitve so bile, čakamo dan, teden, jaz mislim, da do konca novembra bo izdano gradbeno dovoljenje. Zdaj investicijski program je nastavljen, finančna konstrukcija je nastavljena, mi bomo v prvem kvartalu naslednjega leta, nekje konec februarja, objavili razpis za gradnjo. Načrtujemo gradnjo na 11.000 kvadratnih metrih, gre za 3.500 pokritih površin, pravna zgradba na 1.500 kvadratih, ostalo so površine tako veliko skladiščnih kapacitet in površine za nadstreške, za gradbeno mehanacijo, službena vozila. Ja, in veselimo se tega projekta. Jaz mislim, da s 1.6. bo zasajena lopata in bomo pričeli z gradnjo. Na parkirišču pri Bistriškem gradu je v petek po 2 letih premora ponovno potekalo tradicionalno martinovanje. Na stojnicah so se predstavili vinogradniki in gostinci, ki so ponujali mlado vino in kulinarične dobrote. Na osrednji prireditvi so blagoslovili vino in izvedli bogat kulturni program.
Z blagoslovom je moštvo vino spremenil in krstil sod mladega Ritoznojčana župnik Jani Družovec. Mlado vino so prvi poskusili župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar, predsednica konzorcija Ritoznojčan Darja Bolha in predsednik društva vinogradnikov Ritoznoj Branko Brezovšek. Druženje so popestrili harmonikarji Nina Jamnika in člani folklorne skupine Kuda Lojze Avžner z Zgornje Lužnice. Do poznih večernih ur je zbrane zabaval ansambel Petka. Volivke in volivci so na 7 predsedniških volitvah odločili, da bo imela Slovenija prvo predsednico države. V prihodnjem 5-letnem mandatu bo na vrhu države aktualnega predsednika Boruta Pahorja nasledila Nataša Pirc Musar, ki bo funkcijo uradno prevzela 22. decembra. Volilna komisija je preštela večino glasov. Nataši Pirc Musar so namenili 53,86% glasov, Anžetu Logarju pa 46,14% glasov. Preštetih je 99,9% glasov. Volilna udeležba v drugem krogu predsedniških volitev je bila 53%. Nataši Pirc Musar so volivci več glasov namenili v 6 izmed 8 volilnih enot. In kako smo volili na širšem Bistriškem? V volilnem okraju Slovenska Bistrica je Anže Logar prejel 55,37% glasov, Nataša Pirc Musar pa 44,63% glasov. Volilna udeležba je bila skoraj 54%. Nogometaši KTM Impol Bistrica so v 16. krogu druge slovenske nogometne lige v Bistriškem športnem parku igrali 1-1 z ekipo Jadrana iz Dekanov. V skupnih 2 obračunih so tako varovanci trenerja Franca Fridla iztržili 4 prvenstvene točke. Ja, pričakovali smo zelo težko tekmo nasprotnika, ki se je potegnil nazaj, kar se je tudi izkazalo za resnično. Ko se enkrat nasprotnik nazaj potegne, je težko karkoli odigrati. Oni so čakali svojo priložnost, nismo naredili eno napako. Našo žalost so zabili, ampak sreče smo se drugi polčas uspeli vrniti, na koncu pa je malo zmanjkalo za 3 točke. Tekmo v mestu Aluminija so bolje odprli Primorci, ki so Dabanoviću zapretili v 9. minuti, nato po nespretnosti Rozmana v 12. minuti in 10 minut kasneje po strelu Flolerina Klavore Mraka. V 25. minuti je rumeni karton za prekršek dobil Nejc Klašnja. Prav iz tega prostega strela se je nato razvila akcija, iz katere so gostje tudi povedli. Gola se je veselil Kristjan Meštrič. Do konca prvega dela igre, ki so ga z 1-0 dobili gostje, so vratarju Primorcev Gabriču poizkušali žogo za hrbet spraviti, Bračko s tem strelom ter Havelka v 37. in nato še v 41. minuti. Ja, meni se zdi, da bi lahko odnesel več. Bilo je težka tekma, težek igrišče, nasprotnik tudi dober. Imeli smo tam par v drugem polčasu preveč napak, ki so nas kaznovali. Drugače se mi zdi 1-1, fair. V drugem delu sta najprej poizkušala izid poravnati Ljubijankić mimo gola, vajo pa je ponovil tudi Klašnja. V 67. minuti je domači strateg Fridl s 3 menjavami naredil potezo tekme. Prav nove moči Ploj, Panič in Ferčič so prinesli sprememba izida. V 75. minuti je na 1-1 s tem strelom poravnal Niko Havelka. 4 minute kasneje pa še nogometni rodeo v 16-metrskem prostoru gostujoče enesterice, vendar brez končnega rezultata. Moj vložek mislim, da je bil dober, bomo videli, kaj bo trener rekel, ampak tako se mi dogovorimo v garderobi, da gradimo tekmo do zadnje minute, do zadnje sekunde in tako smo se danes pokazali na primer na igrišču, da smo se borili do zadnje sekunde, čeprav mislim, da smo si zaslužili zmago danes, ampak tudi remi bo v redu glede na prvi polčas. Pred nogometaši v drugoligaški konkurenci sta še 2 kroga. Najprej bistriško ekipo čaka gostovanje pri Dobu. Od koledarskega leta 2022 pa se bodo nogometaši Bistrice od svojih gledalcev poslovili s tekmo proti Bilju, ki bo v nedeljo 27. tega meseca. Še prej pa bodo dobili tudi tekmeca v pokalnem tekmovanju, kjer so se uvrstili med 16 najboljših ekip pokala Union. Košarkarji Bistrice so v 3. državni ligi Vzhod na domačem parketu igrali z ekipo Nazarja. Na koncu so Bistričani zmagali z 9 točkami razlike. V 7. krogu 3. državne lige Vzhod smo v prenovljeni bistriški športni dvorani spremljali košarkarski obračun med domačo Bistrico in ekipo Nazarje.
Tekmo sosedov na sredini prvenstvene lestvice od prve do zadnje minute srečanja potrjevala prevlado mlade poletne ekipe Bistrice. Košarkarji v beli športni opremi so tekmo dobili za 9 točk. Rezultat 88 proti 79 in tako zabeležili tretjo prvenstveno zmago v poteku letošnje tekmovalne sezone. Smo bili kar nervozni pred tekmo, ker smo imeli 2 poškodovana igralca. Moram povedati, da Jan Novak res z zvitim gležno nastopal in je nekako držal širino v ekipi. Tako da smo dobro reagirali, dejansko smo s 7-8 in 4 mladimi dobili izkušeno ekipo, vedno neugodno in izkušeno ekipo nazaj. Dobro pripravljena ekipa Bistrice je prvo četrtino dobila 21 proti 15, ko je zvokom sirene točko dosegel Edis Mahmutović, ki je bil tudi najboljši strelec srečanja. V 4. minuti druge četrtine je s trojko Jan Novak postavil rezultat 29 proti 24. Minuto in 17 sekund pred koncem te četrtine so domači vodili samo še za točko 33 proti 32. Za rezultat polčasa 38 proti 32 je bil najbolj zaslužen Vit Hrovat s trojko nekaj sekund pred odmorom po prvem polčasu. Neugodnega nasprotnika so Bistričani strli v drugem delu igre. Po tretji četrtini so vodili za 16 točk, bilo je 65 proti 49. Temu je svoj delež dodal tudi najboljši bistriški igralec ter košarkar z najboljšo statistiko doseganja košev, 14 na tekmo, Juž Pešak. Tekma je bila naporna, ekipa Nazare je močna, mislim, igrajo močno, ampak mislim, verjeli smo, od začetka smo vedeli, da to tekmo lahko in da jo moramo zmagati in tudi smo jo zmagali. Varovanci trenerja Mateja Bakšiča iz tekme v tekmo kažejo boljšo igranost in povezanost znotraj ekipe. Ja, letos smo res lepo povezani, tudi radi hodimo na treninge, družimo se tudi izven igrišča, kar mislim, da se vidi tudi na parketu. In to je na koncu koncev važno pri košarki, tako se zmagujejo tekme z ekipno igro. Da se zares ni zabati za podmladek bistriške košarke, so dokaz prav ti najmlajši, ki so med polčasom pridno polnili košarkarski obroč v bistriški športni dvorani.